Rožice dišijo. Ja, ne vem, res je super. Ponovadi imam vse letos ritual, da pokličem tatija zjutraj. On ve, kaj povedati, kako me pripraviti na tekmo in tudi danes je bilo tako. Nekako je rekel, naredi isto kot na evropskem, torej cel isti protokol, če sem šla z levo nogo v čovem pet tudi zdaj. Tako kot je deževalo na evropskem, je tudi tle začelo in ne vem, nekako se vse poklopilo in smo tretje in sem super zadovoljna, sigurno. Je oče najboljši motivator? Sigurno, je tisti, ki zaupa in me najbolj podpira in ne vem, vse gre se zahvaliti večinoma njemu tudi. Večinoma iščemo, ne vem, če iščemo razloge, ampak ta sezona je nekako neverjetna. Sploh ne znamo opisati. Kratko inkubacijsko dobo sta imeli punci v čovnu, januarja sta se recimo v Avstraliji prvič usedli skupaj, da je sploh že prej je pri glavnemu trenerju Stepanu zaživela ta ideja, ampak nista bili na začetku prepričani, da sploh bo to mogoče in iz tega prepričanja je tukaj medalja, pa ne samo ena, tudi evropski podprvak. Ja, sigurno, oktobra, ko sem se pridružila Špelini in Stepanovi ekipi, je Stepan že takrat na sestanku nekako, ko smo se začeli spoznavati, omenil, da je možnost za K2. Potem, ko smo se v Avstraliji prvič usedli skupaj, sigurno lahko rečem, da je čisto nasprotje, kako zdaj veslamo. In sigurno, kot sem bila jaz skeptična, je bila tudi Špela. Jaz predvsem zato, ker nisem hotela, da Špela izpusti njen K1, ker tam ima veliko možnosti. Torej sem imela kar velik pritisk in nekako je šlo vedno boljše in boljše in se je izkazalo, da je to nekako zmagovalna kombinacija, da smo sploh tako hitro se nekako ujele in začeli osvajati medalje in presenetile tudi ostale države. In mislim, da to je super popotnica za naslednje leto in še sploh za ta olimpijski ciklus. Kako se vi počutite v tej izkušeni družbi? Špela je več kot desetletje starejša od vas, ima kar nekaj uspehov že za seboj na največjih tekmovanjih. Tukaj je še ta guru, kot mu lahko rečemo, Stepan, ki je imel dober nos na zadnje, da vas je posadil in prepričal konec koncev Špelo. Mislim, ja, sigurno je nek dober občutek, še posebno, ko prideš v ekipo, katera ima že veliko medalj in visokih mest na svetovnih olimpijskih igrah, kjerkoli pač. Torej sem vedela, da bo dobro, nisem vedela, da bo tako dobro, torej Stepan je naredil iz mene nekaj letos, kar noben drugi trener ni mogel v vseh teh letih in vsa zahvala gre njemu. Super se razumemo med treningi, praktično smo vsak dan preživeli skupaj. Od oktobra, še posebej zdaj, ko treniramo in smo na pripravah, je praktično cel dan smo skupaj, vsi se razumemo, se podpiramo in je nek neverjeten tim in mislim, da to je zmagovalna kombinacija in upam, da bo šlo tako naprej. Anja, ne biti užaljeni, Primorci se znani tudi po svoji ležernosti, ampak to je šport, kjer je treba garati in še enkrat garati. Ja, sigurno je veliko truda, kakšni treningi so zelo težki in se vprašaš sredi treninga, kako bom prišla do cilja, kako bom dokončala trening, ampak vse se da, Stepan ima naštudirano, kako vse poteka, kako bo se treningi odvijali v tej sezoni, tako kot je napovedal, tako je bilo in ja, super, sigurno smo tudi mi kdaj malo lene, kdaj se pogledamo, kera bo tista, ki bo rekla, da je že zmatrana, ampak ne, sigurno grizemo do kraja in to smo pokazali tudi danes in tretje mesto na svetovnem prvenstvu, mislim, da smo pisali zgodovino danes. Sezona se je zaključila oziroma celotna sezona je bila fantastična. Anja, kaj boste počeli sedaj, počitnice, kam vas bo pot odpeljala? Mislim, da zdaj spakiram svoj čoven in ga en mesec, praktično do naslednjega leta v Avstraliji ne pogledam. S treningi začnemo ponovno oktobra, do takrat pa je počni kar hočeš, malo šole, malo delati, malo videti prijatelje in ja, komaj čaka malo plaže, malo konec tega. Je bilo res naporno, ampak mislim, da ta medalja je poplačala ves trud letos. Ampak ta prva sezona, drugo leto, ko se boste znova spravljali k delu, boste najbrž hoteli letnico postaviti vsaj enako kot letos ali pa še višje, tako da nič vam ne bo prizanešeno v tem primeru. Ja, sigurno, mislim, če je že letos bilo tako super, gre na to, da smo mi nov K2, nova posadka in da se že tako iz začetka ujemamo in osvajamo medalje. Mislim, da bo bilo le boljše in boljše in moram reči, da naj se ostale države pazijo, ker bo le hitreje in hitreje.